Septembra 2018 sem bil v Štokholmu. Zdaj je Mercedes-Benz organiziral en tak velik, pompozen kongres za svobodomiselne start-up podjetnike in tam so nastopila s svojimi poslovnimi izkušnjami tudi razna zveneča imena, naprimer Benny Ulvaeus iz skupine ABBA in pa tudi glavni avtor skupine Linkin Park. Ampak poanta je bila, da je ta kongres Mercedes-Benz izkoristil za premiero svojega prvega pravega električnega Mercedesa, modela EQC. Ampak nas Slovence je ta Mercedesov električni pomp dosegel bistveno pozneje, se pravi 3 leta po tistem dogodku. In sprašujem se, ali je bil res glavni razlog samo to, da smo Slovenci majhni in da so te EQC razgrabili večji trgi. Namreč tisti večer sem pivo spil z norveškim novinarskim kolegom in povedal mi je, da tam na Norveškem v deželi električnih avtomobilov že pogledujejo v drugačno električno sfero. Tam je bil glavni hit še pred samo premiero Porsche Taycan s svojo 800-voltno tehnologijo in pa z ultrahitrim polnjenjem. Norvežani so tedaj razmišljali točno tako kot Tesla in tudi vsi proizvajalci so takrat začeli razmišljati, da je treba za vsako ceno ustaviti Teslo. No, Mercedes-Benz ni takšne sorte električni avtomobil. To nikakor ni nastopač, ki ga boste parkirali pred teraso bližnje kavarne, ampak ne, to je avtomobil za vsak dan. To je klasičen avto, klasičen Mercedes, avto, ki bo nadomestil z električnim pogonom vaš bencinski vsakdan. Torej, poglejmo, kakšen je vsakdan s tem električnim Mercedesom. No, kar vidite, je izdelek našega rojaka Roberta Lešnika. No in to so besede, ki mi jih je povedal 3 leta nazaj v Štokholmu. Beauty. Vse, kar oblikujem, mora biti praktično atraktivno na pogled. Tako daleč, kot je šel BMW, mi ne bomo šli, definitivno. Mi smo mnenja, da se je treba, ravno potrebno diferencirati. Mi imamo konkretno 40 različnih avtomobilov. Od teh 40 bo enih par, pri katerih se je že oddaleč videlo, da so drugačni. Če pogledamo ta sprednji del tega avtomobila, ta tako imenovani black panel, v celotni zgodovini 130 let pri Mercedesu podobnega grila, podobnega sprednjega dela še nismo imeli. Ampak čeprav je res ta črna maska nezmotljiv element tega električnega Mercedesa, pa mi vseeno menimo, da ta EQC vendarle ni tako zelo drugačen od recimo GLC-ja in pa drugih Mercedesov, vsaj na prvi pogled in tisti bolj površen pogled. Ampak čeprav v našem uredništvu radi patriotsko navijamo za našega rojaka Roberta Lešnika, pa moramo v primeru tega modela vendarle objektivno oceniti, da je več oblikovalske drznosti pokazal Lešnikov kolega Hartmut Sinkvitz, šef notranjega oblikovanja. Tukaj v kabini je seveda vse tipično mercedesovsko, ampak tile elementi so sveži. In meni osebno ugajajo, si pa nismo složni v uredništvu. Kaj pa vi menite? Povejte spodaj v komentarjih. No, z naslednjo izjavo pa bom seveda izpadel pravi plebejec, ker jaz v tem avtu za Patricije v resnici vidim to, da bo treba te rešeta, te reže čistiti s pihalnikom. Ampak v resnici pa se prah nabira drugje, tukaj, na tej črni plastiki. Naj vam na tem mestu povem, kaj pravijo dizajnerji v praktično vseh avtomobilskih hišah. Da se moramo mi, Evropejci, nehati pritoževati. Namreč avtomobile oni rišejo za cel svet in vse posod drugje na svetu pa imajo tak črn klavirski lak radi. Ampak kakorkoli, tukaj v kabini je počutje izvrstno, sedeži so vrhunski, dobro oprimajo, imajo tudi podaljšano sedalo. Se pa seveda čuti, da je avtomobil narejen vsaj pred 3 leti. Namreč, če bi bil to najbolj sveži Mercedes, potem bi imel tukaj na sredini zaslon postavljen takole po konci in bil bi bistveno večji. Tako kot recimo v Mercedesu S in pa v novem C-ju, ki prihaja k nam septembra.
Ampak to samo povemo, se ne pritožujemo. Tudi tukaj je upravljanje kar dovolj intuitivno. Če pa česa ne vemo, pa tako ali tako uporabimo glasovno upravljanje. Rečemo preprosto, hej Mercedes. How can I help? How may I help you? No, vseeno lahko pripomnimo, da je Appleova Siri bolj razumevajoča. Lahko pa za vse Appleove uporabnike povemo, da bo tudi Mercedesov sistem po novem direktno znal komunicirati z Appleovo glasbeno knjižnico. Kar se prostornosti tiče, je EQC pravzaprav takšen kot GLC. Se pravi, avto za družino. Prvi avto pri hiši. Nikakor se ne bodite presenečeni. Mercedes se je odločil, da bo z elektriko udaril točno v tiste avtomobilski razred, kjer proda največ. Se pravi v SUV razred tega velikostnega, srednjega velikostnega razreda. Teh avtomobilov se globalno proda največ. No, če vam je ta avtomobil prevelik, potem boste lahko kmalu izbrali manjši električni Mercedes model EQA. To je električni Mercedes na osnovi GLA-ja. Lahko pa vam povem, da je tudi vožnja s tem EQC-jem po mestnih jedrih kar enostavna, saj ima tudi ta EQC mercedesovsko ozek obračalni krog. Ampak vseeno pa predlagamo, da za takšne potrebe doplačate za 360 stopinjsko kamero. Tako boste lahko gledali tudi okrog vogalov, ne pa samo nazaj. To vam bo prihranilo kakšne poškodbe pri robnikih ali pa udarce v kakšne stebričke. No, če vam je ta avtomobil premalo družinski, premalo prostoren, potem boste kmalu lahko izbrali model EQB. To je električni Mercedes na osnovi GLB-ja, se pravi električni SUV, ki ima tudi 7 sedežev. Če vam bo tudi tisti premajhen, pa seveda lahko že danes izberete model EQV, se pravi električni kombi. In če vam je pa recimo ta avtomobil premalo prestižen, lahko pa dobite kmalu model EQS, se pravi električna limuzina razreda S. Večina teh električnih Mercedesov je SUV-jev, se pravi so primerni tudi za takšne lepe idilične podeželske ceste, tudi za takšne makadame. In ja, tudi ta EQC je za matice, se pravi 4 matic, 4MATIC, se pravi avtomobil, ki ima 4-kolesni pogon. Ampak naj na tem mestu vseeno poudarim, da ta avtomobil kar rad podrsa na tleh. Pa ne s svojim odbijačem, ampak s temi zavesicami tukaj spredaj. In to jim oteče tudi v mestu, ko se peljete čez ležeče policaje. A ja, pa še to, še enkrat počepnimo. Hvalimo, da ima ta avtomobil kar debela kolesa, debele gume, 55 preseka na 19 palčnih, dokaj aerodinamičnih in s tem varčnih platiščih. Namreč takšna debelejša kolesa vsekakor ponudijo več udobja kot pa tiste majhne gumice, ki jih ponavadi videvamo na današnjih SUV-jih. Tako velik in udoben terenec je seveda že sam po sebi avtomobil, s kakršnimi se ponovadi vozimo več in pa predvsem na daljše razdalje. Zato predlagam, da porabo na našem normnem krogu 18,9 kWh nekako postavimo v en tak realen kontekst in pobegnemo ven iz te ljubljanske megle, iz ljubljanskih zastojev in se odpeljemo na snemanje v Tolmin. Pot bom prevozil skoraj izključno ob uporabi prediktivnega tempomata, torej avtomobil bo tudi sam prilagajal hitrostnim cestnim omejitvam in pa ovinkom. Zaloge energije imamo ta hip za 290 km in to pomeni 3 črtice. Tisto črtico pa sem porabil s povprečno porabo 18 kWh.
Vozimo se torej z uporabo prediktivnega tempomata, naprednega tempomata, ki zna samodejno prilagajati hitrost tudi cestnim ovinkom. Ampak s temi ovinki tukaj pri Hotedrsci se ta avtomobil spopada za moj okus prepočasi. In kot so mi povedali inženirji tam v Stuttgartu, ki so zasnovali ta sistem, pomaga, če izberemo drugačen vozni režim. Se pravi, čas je, da preklopimo v športni način in avtomobil bo tudi hitreje vozil po teh ovinkih. Samodejno, to moram še enkrat poudariti, se pravi, brez da bi moja desna noga kakorkoli pritiskala na stopalke. Avtomobil vse naredi samodejno. In lahko povem, da ta Mercedes vse bolje pozna tudi Slovenijo. V zemljevidih že veliko bolj natančno ve, kje so naselja in zato je veliko teh primerov, ko Mercedes-Benz že pred samim naseljem zna samodejno zmanjšati hitrost na 50 km/h. Na takšne udobne in mirne vožnje se boste hitro navadili in v njej uživali. Ampak vseeno pa tudi ta avtomobil ponuja tisti ekspresni električni pospešek, s katerim se recimo važijo pri Tesli. S takšnim avtomobilom bo prehitevanje bliskovito hitro opravljeno, se pravi tudi bolj varno. Se je pa te električne športnosti treba malce privaditi. Namreč, če boste z desno nogo na polno pritiskali oba pedala, potem bo pospeševanje in pa pojemanje bliskovito hitro in neudobno. Zato, če malce bolj umirite, če dobite tisti pravi občutek za desno nogo, potem bo ta dinamična vožnja bolj prijetna, pa verjetno tudi malce hitrejša. Pa tudi vašim sopotnikom verjetno ne bo slabo. Evo, povratek v Ljubljano. Zaloge energije v baterijah je še za 66 km. Do Tolmina sem imel porabo okoli 19 kWh, nazaj grede pa sem si privoščil nekaj dinamično odpeljanih ovinkov in je poraba zrasla na 21,7 kWh na 100 km. Kakšne izvlečke lahko potegnemo? No, to, da je podatek o zalogi energije v baterijah v tem Mercedesu eden najbolj natančnih. Z drugimi besedami, podatku lahko zaupate celo do te mere, da vas ne rabi do vseh skrbeti. Po avtocesti se s tem avtomobilom lahko normalno vozite 130 km/h, ne rabite delati kolon. Na začetku videa smo avtomobil prezračili kar z uporabo aplikacije. In za konec videa predlagam, da avtomobilu zapremo okna in vžgemo klimatsko napravo. Evo, pa vas zanima, kakšen je ključ? Ne bo šlo. Pojma nimam, kam sem ga pospravil, kajti v mojem primeru je takšna aplikacija povsem nadomestila ključ. Ampak kakorkoli, predlagamo, da vaše YouTube raziskovanje nadaljujete z ogledom nekoliko modernejšega Mercedesa, gre za razred S.
Po Mercedesovem poligonu smo ga vozili povsem brez rok in pa nog. Šlo je za avtonomno vožnjo 3. stopnje, pa zanima, kako to izgleda? Poglejte. Ampak še prej, a ste se že naročili na naš kanal?